danes v oddaji Klepet ob kavi o tem, kako smo se imeli v Sibiriji, kaj vse smo doživeli to poletje, kam vse smo šli. Pa tudi o tem, kako postati bolj pogumen, kaj pravzaprav pogum sploh pomeni. Dr. Suzana Landripet pa nas bo naučila, kako pridobiti več energije, kako si napolniti baterije, kajti le to uči sama z energijo. Na kakšen način boste izvedeli v tokratni oddaji Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni v 4. sezoni oddaje Klepet ob kavi. Ja, tako je. Za nami je nekaj divjih mesecev. Pravzaprav sem odšla na potovanje okrog sveta in vam bom danes že kaj tudi pokazala. Pa bili smo v Sibiriji, pa kot veste, skupaj z gledalci tudi na Ižu in danes bomo z vami delili vse to. Ampak glede na to, da je današnji dan tisti dan, ko začenjamo novo sezono, dajmo pogledati, kako smo se pravzaprav imeli v vseh prejšnjih in kaj vse smo tudi doživeli. Dober dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem tednu našega skupnega popoldanskega druženja na TV3 Medias v oddaji Klepet ob kavi. Ali nisem zdaj, ko sem bila na odru, flirtala s kom iz publike? Ja, sem vedela si, kad si z mojim fantom, pa nisem vedela, da je moj fant. No, vidiš, še dobar, da sem se prav odgovorila. Velikokrat nastajajo zlasti kronične bolečine zaradi psiholoških napetosti. Pozdravljeni. Evo, dostava za vas, nekaj ste naročili, pa smo vam prinesli. Pozdravljeni v čudovitem srednjeveškem mestu, zaščitenem strani UNESCO. To je češko mesto Krumlov. Ja, solze so v mojih očeh, ko pomislim, kaj vse se je že zgodilo, kaj vse smo skupaj že doživeli. Ampak veste kaj? Kaj še vse bomo? Čas je, da začnemo ustvarjati nove spomine skupaj v naši dnevni sobi. In veste kaj, tudi to sezono bomo v našo družbo vabili raziskovalce, zdravnike, specialiste, nenavadne družine z zanimivimi življenjskimi zgodbami. Tudi taše ljudi, ki imajo določene izkušnje, ki jih niso še nikoli nikomur zaupali, ker so se bali, da bodo izpadli čudni ali karkoli podobnega. Skratka, terapeuti, svetovalci, vsi ti se bodo pri nas oglasili na kavico ali pa na čaj, mogoče tudi na vodo, se veste, nikoli se ne ve. In dajmo pogledati, kdo vse bo z nami in v naši družbi v novembru in decembru. Delili bomo nasvete za zdrav življenjski slog z Antonom Komatom, Tanjo Bača, Marijo Marinko, dr. Lucijo Mulej-Mlakar, Karmen Bezget, Veselko Tomičem, Eleno Sofijo Saničar, Simon Godina, dr. Zdenko Trampušem, Sanjo Lončar, Marjanom Rupnikom, Petrom Amaljetjom, Sabino Cimerman, Lano Praner, z Barbaro Velej, Eriko Brajnik, Jasmino Krt, Draškom Dimnikom, Ivanom Sočetom, Gajo Klas, Anito Reher, Tino Orel, dr. Zhao Junhao in številnimi drugimi. Med drugim se bomo spraševali, kako pospešiti okrevanje po kapi, kaj si zares želimo, živeti ali biti živi, kakšen je vpliv urokov na odnos v vsakdanjem življenju, bodo v Evropi prepovedali uporabo domačih semen, kako strupi iz pisarn in doma vplivajo na naše možgane, kako se soočiti z neplodnostjo, kako premagati alkoholizem v družini, kaj se lahko naučimo iz sanj ali pa, če je sploh varno kupovati v supermarketih. Ne zamudite nas vsak delovnik ob 17. uri na TV3.
In seveda še mnogi drugi bodo v naši družbi in družili se bomo vsak delavnik popoldan ob 17. uri, seveda z jutranjo ponovitvijo, z vami pa bomo pogledali najboljše posnetke, tiste najbolj priljubljene in najbolj zaželene tudi čez vikend, kar pomeni tudi ob sobotah in tudi ob nedeljah. Skratka, vsak dan, tako da, kjer je volja, je tudi pot, da si pogledate kaj, kar vas more biti zanima. Torej, vsak popoldan na TV3 se družimo skupaj v oddaji Klepet ob kavi in v vsaki oddaji vam pripravimo 3 najbolj zanimive tematike in te tematike so tiste, ki nas potem spodbudijo k razmišljanju. Je pa res, da Klepet ob kavi organizira tudi veliko priložnosti in možnosti, da se skupaj tudi podružimo v živo. Ne v živo preko televizije, ampak v živo, tako da se vidimo, da se objamemo, poljubčkamo, mogoče skupaj fotografiramo in skupaj delimo zanimive stvari. Govorim seveda o klepetovih dogodkih, ki potekajo po celi Sloveniji in že čez nekaj dni, 9. bo z nami Anita Reher, govorili bomo o dušah, glede na to, da je za nami 1. november, kjer se na ta dan se ljudje mogoče malce bolj sprašujejo, kaj se zgodi z človekom, ko umre, kam gre duša, na kakšen način se vse to dogaja in kaj pomeni, če kakšna duša obstane tukaj na tem svetu. Ali so ljudje, ki imajo take in drugačne izkušnje, ali so čudni, si izmišljujejo, ali se dejansko karkoli dogaja. Vse to boste torej izvedeli na tem dogodku, sicer pa jih imamo v novembru in decembru še kar nekaj pripravljenih. Že naslednji pa je tisti z Matjažem Obranovičem. Evo še ena taka tematika o nezemljanih pravzaprav. Začeli bomo torej v Novem mestu 16.11. Naslednji dogodek, ki bo vsekakor tudi zelo zanimiv, pa je kateri? Ja, delavnica s kristali. Zakaj? Zaradi tega, ker vas želimo spodbuditi, da sami naredite darila, novoletna božična darila, da jih naredite sami, da se naučite te makrame tehnike skupaj z mano. In vabljeni torej 21.11. ob 18. uri, tole bo v Ljubljani. Pripravljamo pa vsako leto tudi večer hvaležnosti. To je večer, ki je brezplačen, torej brezplačen dogodek, kjer bomo zbirali tudi kakršnekoli stvari in pomagali družinam v Sloveniji, ki pomoč potrebujejo. Sicer pa bom zaupala tudi, kako in kaj vse se je dogajalo na moji poti okrog sveta. In energijske priprave so prav tako vsako leto na našem urniku. Energijske priprave na leto 2018 s terapijo, glasbeno terapijo, to pa 21.12. Poleg tega bomo pa v mesecu decembra tudi pripravili še eno predavanje o slovenski fitomedicini. Januarja, če pokukamo, pa že celodnevni seminar obilja za vse ljudi in potem v februarju še zgolj za podjetnike. Torej, vse to se bo zgodilo, je pa res, da imate vse to na spletni strani. In če imate še kakšno vprašanje, Klepet ob kavi, veste, da ni zgolj televizijska oddaja, je tista televizijska oddaja, ki redno komunicira z vami, torej z gledalci. In na info@klepetobkavi.si vsak dan prejmemo nešteto pisem, vprašanj, predlogov, nasvetov in tudi mi smo mnogokrat, v večini primerov tisti, ki posredujemo nasvete. Dajmo si pogledati en primer, recimo gospa Nataša je takole napisala, da slabo spi in mi smo ji seveda odpisali nazaj. Odpisali smo ji na dolgo in na široko, kaj, kako, zakaj, na kakšen način in nič nimamo proti, če se obrnete na nas. Pomembno je, da vam seveda lahko pomagamo in da vam lahko posredujemo tisto, kar je za vas pomembno, saj na takšen način spreminjamo in zvišujemo kvaliteto življenja in tudi namen, vse zadnje. Sicer pa lahko se prijavite tudi na brezplačne elektronske novice, zelo preprosto na naši spletni strani. Veste, se pravijo, internet nas oddaljuje, to je res, ampak včasih nam pa nudi kar take dobre
možnosti, priložnosti. Brezplačne elektronske novice se torej lahko prijavite na spletni strani in zdaj tudi dobite brezplačno elektronsko knjigo Prehrana, lepota, čistoča z recepti. Sicer pa ne ignoriramo tudi tistih, ki nimate dostopa do interneta, kajti za vse tiste je na voljo telefonska številka 02 6200 230. Naše svetovalke niso na voljo samo v času oddaje, ampak so na voljo pravzaprav od jutra do večera. 02 6200 230 je ta telefonska številka, kar pogumno lahko pokličete, imamo same prijazne gospe, ki vam z veseljem odgovarjajo oziroma posredujejo kakšen kontakt ali karkoli drugega. Je pa res, da imamo tudi naslov, tako da možnosti komunikacije je pravzaprav kar nekaj in zelo, zelo veliko. Takole smo se, na primer, imeli letos na Ižu, tudi to je naše tradicionalno dopustovanje. Ja, takole je izgledal klepetov dan na Ižu. Jaz pa si nalivam čaj in razmišljam o tem, koliko čajev smo pravzaprav spili v Sibiriji. Pripravljali smo si ga na živem ognju, tako kot tudi hrano vsak dan. In kar nekaj ur dnevno smo preživeli na konju. Veliko stvari se je dogajalo, zanimivih v Sibiriji. Tudi moram povedati, da je kdo kdaj padel s konja, ampak nihče se ni poškodoval ali karkoli podobnega. In od vsega potovanja po celem svetu moram reči, da mi je Sibirija ostala v najbolj takem živem spominu, pa tudi Sedona. Dajmo pogledati eno fotografijo od Sedone, zelo drugačna pokrajina kot recimo tista, ki smo jo vajeni v Sloveniji. In tudi energija je taka neverjetna, več o tem bo povedal tudi Matjaž Obranovič, ki se malo bolj spozna na te stvari in tudi na energijske točke, ki sem jih tam doživela. Bi si pa zdajle rada z vami pogledala, kako je bilo v Sibiriji in malo podživela vse to, kajti povem vam, to je pa res taka življenjska izkušnja. Prav življenjska. Altaj nam je za dobrodošlico pričaral obilo Mavric.
Po urah letenja pa smo se osvežili na svetem mestu, izviru svete vode, Aržan Suju, katerega voda je tudi vključena v črni sibirski čagi. A kmalu smo se že pripravljali za divji, neokrnjeni Altaj. Vsak od nas je dobil svojega konja, ki ga je za nas izbral vodnik Arkadi, in priprave na odhod iz vasi Kučerle so bile intenzivne. Hrana, šotori, spalke, dvoje gat, hlač, majica. No, pa smo se odpravili pod vodstvom izkušenih vodnikov in seveda naše Marije Ane Kolman. To je bila prav posebna skupina in sem tako vesela. 5 let že hodim na Altaj, na to področje. Je tudi prva skupina, ki je prišla na strogo zaščiteno področje, kjer se nahajajo kurgani ali starodavne grobnice. In ta skupina je prvič doživela te energije kurganov in tega področja, altajskega visokogorja. Ne glede na to, da pravzaprav nihče ni pričakoval, da bo treba iti včasih tudi preko sebe, je ravno zato, ker je bila skupina dejansko poklicana vse kaj normalno. Nobenih kriz ni bilo, čeprav je bilo to 14 dni brez kakršnega koli komforta in ne samo to, celo z muko, z težkimi vremenskimi pogoji, pogosto tudi težkimi vzponi in spusti, izstopil iz tega. Tukaj nimaš kar izstopiti. Imaš svojega konja, imaš na desetine kilometrov ali pa na stotine kilometrov divjine, neokrnjene narave in mislim, da če je človek postavljen pred dejstvo, da je odvisen od sebe, od moči svojega duha in fizične pripravljenosti svojega telesa in seveda od poklicanosti, da pride v to močno energijsko polje, da so tudi težke razmere enostavno premagljive in... Ja, veste, kako bi lahko rekli tej Sibiriji? Proces opolnomočenja. In ja, bili so težki vzponi in spusti in vse, ampak izjemna izkušnja. In mislim, da grem tudi naslednje leto. Bom še videla. Za mano je namreč kar dolga pot okoli sveta. In čisto zares, jaz sem se vrnila v Slovenijo pred nekaj dnevi. Ta pot je bila dolga, zamenjala sem nešteto časovnih pasov, tako da sem imela, oziroma mogoče še imam vedno, kar malo problemov, da se navadim, ampak veste česa se mi pa ne bo težko navaditi, ne bo se mi težko navaditi Slovenije, slovenskega zraka, slovenske domače hrane, ne bo se mi težko navaditi vseh gostov, ki bodo tukaj z mano in ja, v naslednjih mesecih vam bom zaupala marsikaj, vse, kaj sem doživela, tukaj lahko vidite, pa kenguruje, pa samuraje, pa največje drevo na svetu, skratka, veliko je bilo vsega tega. In hvala vam, da ste z nami in moja odgovornost in naloga je, da vam posredujem tiste vsebine, ki vas zanimajo. Hkrati pa vas prosim, da mi pri tem pomagate s svojimi predlogi in seveda tudi s svojimi izzivi, s katerimi se soočate, da mi jih zaupate in da lahko za vas najdem rešitev. Kajti želim si, da me sprejmete kot vašo raziskovalko.